Težje se zaposlujejo družboslovci. To opažamo že nekaj let in ta trend se nadaljuje, tudi humanisti, gimnazijski maturantje, torej družboslovna znanja, splošna izobrazba, ker potem delodajalci najmanj povprašujejo. Je pa res, da smo jih povprašali tudi po kompetencah, ki so vedno bolj pomembne, ne glede na izobrazbo. In delodajalci tukaj zelo izpostavljajo kompetence, ki jih pričakujejo pri kandidatih ali opažajo pomanjkanje. To je znanje tujih jezikov, sposobnost za timsko delo in odnos dela do strank, torej odnos do strank, in pri specifične poklicne kompetence pomeni specialna znanja iz določenih poklicev, predvsem pa so zanimive delovne izkušnje, torej kakršnekoli delovne izkušnje, ki kažejo na aktivno osebo. Ostajajo v glavnem tisti, ki imajo kakršnekoli ovire pri ponovnem zaposlovanju. Te so pa lahko socialne, zdravstvene, zaradi pomanjkanja denarja, tudi pomanjkanja potem prevoza in nekih drugih priložnosti, ali pa se ne morejo vključiti iz raznih razlogov v kakšno novo izobraževanje in ti se potem vedno bolj umikajo iz trga. To je velikokrat pri nižje izobraženih osebah ali pa starejših. Torej tisti, ki se niso pripravljeni hitro prilagoditi, pridobiti nova znanja, se peljati malo dlje, morda tudi preseliti zaradi zaposlitve. Zelo fleksibilni pa so mladi, kar ugotavljamo, ali pa v starostni skupini od 30 do 50 let, kjer imajo že kar nekaj izkušenj. Če so si pripravljeni pridobiti nova znanja, so to tudi skupina, ki se najhitreje zaposluje. Najtežje dobijo zaposlitev kandidati, ki so dolgotrajni brezposelni, ki se ne vključujejo v različne aktivnosti, ki jih organizirajo na zavodu v smislu aktivne politike zaposlovanja, ki se premalo trudijo z izboljšanjem svojih kompetenc, z obiskovanjem različnih tečajev, se pravi, da so bolj, se prepustijo tistemu nekemu, dajmo reči, malodušju in samo čakajo, da bo kaj prišlo, sami se pa ne potrudijo zadosti, da bi pridobili ustrezno zaposlitev. Zagotovo lahko vsak, ki je brezposeln in išče službo, če je motiviran in ima jasen cilj, da bo delo dobil, dobi tudi zaposlitev. Res, da ne v tistem stroki, panogi ali poklicu, ki je pač bil namenjen ob prvem prihodu na zavod in prvih zaposlitvenih ciljih, ampak glede na ta trend zaposlovanja, če spremeni te zaposlitvene cilje, mogoče tudi percepcijo do kakšnega poklica, lahko zelo hitro pridobi delo, kajti 22.000 delovnih mest, ki se nam obeta v naslednji pol leta, obeta tudi možnost zaslužka. Samo spreminjati bo treba naše razmišljanja o poklicih.